Lepo pozdravljeni torej v živo iz Dunaja, iz cesarskega mesta. Skratka, imamo se vrhunsko, luč miru je zdaj med nami. Sicer takole, ne, letos smo našo odpravo začeli že v petek in jo danes zaključujemo, zaradi tega se vam javljamo, v bistvu je to zadnja stvar, ki se bo dogajala, preden se vrnemo nazaj v Slovenijo. Bi vam pa radi povedali, kaj vse smo doživeli, kaj vse smo videli in kaj vse se je dogajalo na poti do sem in kaj pač tudi se še dogaja. Sicer, za vas imamo pa eno stvar, torej mi smo se pripravili, pa vam bomo delili v živo iz Dunaja, kaj se, bom rekel, dogaja z nami. Vi pa boste tekom našega tega javljanja ugotovili eno stvar, dobro poslušajte, in sicer ena informacija bo, ki bo v nagradni igri. In sicer odgovor boste na koncu poslali na naslov lmb@scout.net. Sem prav povedal, žirija? Prav sem povedal, hvala lepa. Dobro, zdaj smo na Dunaju. Kot veste, za Dunaj je značilno, da pač zdaj ima nič stopinj približno, ker rahlo piha, je občutek, da so -4 stopinje, zaradi tega, če smo slučajno rdeči, kaj, ni zaradi kamere, ni zaradi luči, je zaradi pač vetra, ki je na Dunaju. In sicer na ta Dunaj nismo prvi Slovenci, ki smo sem prišli in ni luč miru edini razlog, da smo Slovenci hodili tekom stoletij na Dunaj. Eden od razlogov, zakaj smo Slovenci bili na Dunaju, je zagotovo tudi, bom rekel, krščanska vera. Pomembna informacija, imeli smo škofa, ki je bil na Dunaju, to je bil Jurij Sladkonja. In sicer v 15. stoletju je on bil tisti, ki je ustanovil Dunajske dečke. Skratka, en res vrhunski zbor, slovenski ustanovitelj, zapomnite si to. Dobro, zdaj pa, to je bila ena taka posebna informacija, zdaj pa gremo malo naprej. In sicer, zanima me, Eva, kaj se je kaj dogajalo recimo v petek včeraj, ko smo se vozili sem? Če lahko malo poveš. Ja, najprej smo se včeraj res imeli fenomenalno na avtobusu, ne? Igrali kitaro, peli, zamejski skauti so nam cel žur naredili. Potem smo prišli, so se spet izkazali, ko so nam večerjo pripravili, pašto. Ja, potem smo imeli še kratek program in smo si zvečer šli ogledati še Dunaj, ki je res čudovit v tem času. Zdaj jaz niti ne vem, ampak Andrej, kolikrat ste zdaj vi kot zamejci že pripravljali večerjo na Dunaju? Ne vem, ne mislim, da smo. Mislim, da je bilo to prvič. Prvič? Jaz mislim. Bilo je tako dobro, da mislim, da bo tradicionalno prvič tokrat, a ne, drugo leto pa tradicionalno drugič. Z veseljem, z veseljem. Dobro, zdaj, ker govorimo ravno o petku, bi še kdo od vas kakšno stvar dodal za petek? Kakšna posebna stvar? Ne? Pol bomo pa spustili en posnetek, ki bo pripravljen čez par minut. In sicer, kaj se je vse dogajalo v petek. Zdaj pa naj vam povem nekaj najprej o akciji Luč miru iz Betlehema. Zdaj, po radiju ste verjetno že slišali kakšno novičko o tej akciji. In sicer, kot vidite, naslov akcije je Za tvoj dar mi je mar. Na radiju to zelo nerodno izpade, ampak tukaj imamo pa vizualno pripravljeno stvar oziroma plakate, ki jih imate verjetno tudi že obešene po vaših župnijah. Če pa ne, bojo pa v tem tednu zagotovo. Skratka, za tvoj dar mi je, nekaj mi je mar. Koliko mi je mar, se bo pa vsak mogel čisto osebno opredeliti, ne? Ker je to v bistvu hec tega, ne? Dar, ki si ga ti prejel, si ga prejel od koga si ti dobil to luč? A je bil stric? Ja. A je bil manjši od tebe? Ja. Bil? Ja. A bi bil na njegovem mestu, ko bi mogel stotim tam dati to luč? Ja. Bi bil, bravo. Ampak ja, skratka, imamo tudi nosilca med sabo, ki ga bomo še pol malo izprašali, kako je bilo. A je težka tale stvar? Ne. Ne, gre? Ja. No, super, super. Fino. Tako da ja. Zdaj pa, torej imamo še 2 minuti do videa, tako da nikar nas ne zapustite.
Mogoče vam lahko razkrijem vprašanje za nagradno igro. Prvič, vprašanje, kako se imenuje Slovenec, ki je ustanovil Dunajske dečke? Odgovore pošljite na lmb@scout.net. Torej, odgovore na vprašanje, kdo je bil Slovenec, ki je ustanovil Dunajske dečke, pošljite na lmb@scout.net. Mi vsi to vemo že odprej, vi pa ste zvedeli vsaj v tem prispevku, če ne pa vam bo stric Google povedal. Če gremo malo naprej, torej v akciji sodelujemo 4 organizacije. Zveza tabornikov Slovenije, zamejski skauti, ZBOX in pa Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtov, ki je tudi poskrbelo, da ta internetni stream lahko vidite. Zdaj pa bo vsak od njih tako povedal, kaj na kratko pomeni ta akcija za njihovo organizacijo. Tako. Čemu LMB? Pa kje bi najprej začeli? Recimo, Andrej. Ja, za nas ta akcija je vsakoletna tradicionalna božična dobrodelna akcija. Smo zelo veseli, ko raznašamo lučko v naše župnije. Sicer simbolizira, ja, mir, je tudi simbol tako božičnega časa. In seveda vedno imamo misel ob dobrodelni akciji, ki je pač tudi glavni razlog te akcije. Kako pa je to pri vas poteka? Ja, taborniki vedno pravimo, da stremimo k tem, da ustvarjamo boljši svet. In kot del boljšega sveta je tudi širjenje miru. Predvsem je pa ena zelo lepa priložnost, ko se tudi združimo različne organizacije in sodelujemo in ustvarjamo ene trajne veze in upam, da plodno sodelovanje tudi za naprej. Strinjam, ja. Kako pa je pri vas tukaj? Mi odrasli skavti smo zelo veseli, da smo se lahko pridružili, da smo lahko prišli z vami na Dunaj, sprejeti tudi lučko miru in to lučko naj bi ponesli v naše družine, domove in prinesli mir med ljudi. Barbara, kaj bi pa ti kaj povedala za organizacijo združenja naših skavtov in skavtov? Kaj pa za nas pomeni, je v bistvu, če združimo vse te izjave, namen te akcije je, da bi luč miru iz Betlehema oziroma njeno sporočilo miru gorelo, živelo v čim več domovih po Sloveniji in po svetu. Vsekakor pa ni za zanemariti dobrodelne note te akcije. Vsako leto gredo zbrana sredstva pri tej akciji za nek izbran dobrodelni namen. Letos konkretno pa bodo šla sredstva za botrstvo. No, zdaj pa tako, ne. Marsikdo niti ne ve, kaj vse dela trop. Kaj vse dela trop, ki pripravlja luč miru iz Betlehema. Tukaj le zdaj sedimo, samo da boste vedeli, 4 predstavniki, ki smo v tem tropu. To ne bomo zdaj namignili, kdo je, ker bo vsak mogoče povedal eno stvar, se bomo malo dopolnili. Kaj vse so tiste stvari, ki jih mi kot trop moramo pripraviti? Dobro. Kdo od nas bo začel? Bo Eva. Najprej je treba pripraviti seveda geslo, poslanico, treba določiti, kaj hočemo sporočiti z lučjo miru. Potem naprej. Ja, potem treba je tudi organizirati celotno odpravo na Dunaj, narediti grafično podobo akcije, biti na Dunaju pa iti po lučko, ne? Barbara, ti kar povej, kaj se je še v zadju. Treba je poskrbeti, da vse te
stvari, ki jih počnemo, to sporočilo, da ne ostane samo za nas, ampak da ga razširimo tudi navzven, da pride do ljudi, se pravi, zakaj sploh to počnemo, kaj je naše sporočilo. In seveda, da luč miru iz Betlehema raznosimo v čim več domov, ustanov, župni in v bistvu bomo res jo razširili, plamen te luči razširili res po celi Sloveniji. Ja, res je. In sicer že v ponedeljek dopoldne, torek, sredo, bo luč miru, poleg tega, da se bo že razširila po vseh treh skavtskih regijah, bo zašla tudi do predsednika države, do predsednika državnega zbora, do premijeja. Skratka, na kar precej naslovov in tako da ja, to bo kar prijeten zalogaj. Seveda pa ni samo to, da se mi, bom rekel, organiziramo to, dejansko se imamo pravzaprav zelo fajn. Ne vem, če bi vam popestrili ali bi vam pokvarili večer, če bi vam zapeli kakšno pesem, ampak obljubimo vam, da smo vadili za to, da bi vam jo tudi zapeli. Šli smo na karaoke enkrat, ampak nismo prepričani, da je bilo to toliko uspešno, da bi lahko to zdaj tudi izvedeli, ne. Tako da, to je zdaj mogoče drugič. Drugo leto, torej v prenosu zagotovo tudi ena pesem. To lahko obljubimo. Tako da ja, lahko pa tudi vi še kaj sodelujete, če se boste prijavili pa šli z nami na Dunaj. Dobar, a se spomnite mogoče, kjere organizacije, z kjerih držav vse letos so prišli na Dunaj? Ja. Povej. Iz Nizozemske, Ja. Švedske, Bosne, Hrvaške, Nemčije, ZDA, ja. Še kakšne? Romunija, Ukrajina, Slovaška, Italija, Poljska. Bolivija, Mađarska, Francija, Slovenija. Ja. Dobro, zdaj smo se že malo, kot ste videli, usmerili na današnji dan, ko je bil sprejem. In sicer luč miru smo sprejeli v okrilju oziroma v zavetju protestantske cerkve. In meni osebno je bil blazno zanimiv pogled, kako so stali predstavniki duhovščine treh različnih cerkva tam zgoraj in kako so, bom rekel, vsak na svoj način pozdravljali, bom rekel, nas vse, ki smo dejansko se zbrali za to, da bi sprejeli luč miru iz Betlehema. Zdaj pa, kako je stvar zgledala, pa v kratkem prispevku, ki pride ravno zdaj do vas. Hvala, prijatelj. Dobila sem tvoj dar. Prižgal si ga v Betlehemu in poskrbel, da je prišel do mene. Sprašujem se, zakaj sem ga dobila. Dobila si priložnost. Bodi odgovorna in pusti svoj pečat. Poskusi. Koliko ti je mar? A smo vas dobro pretentala, ne? Posnetek je bil od petka, ne? Dobar, ampak vas bo današnji posnetek res se vam ga splača pogledati oziroma počakati z nami, sploh tudi zaradi nagradne igre še na koncu. Ampak
Do današnjega sprejema smo si pa v bistvu v 2 delih pogledali Dunaj. In sicer včeraj zvečer smo se sprehodili, pa malo lučke, pa vse ta okrasitev in ogromen enih stvari. Upam, da nismo doživeli kulturnega šoka. Pa tudi danes. Mogoče ena zanimivost na busu, ki smo se sem peljali, smo govorili asociacije, na kaj nas spomni, ko pomislimo na Dunaj. Pa vas bom zdaj isto vprašanje vse vprašal, pa lahko odgovorite tudi pod vtisi tega, kar smo zdaj že doživeli. Torej, na kaj pomisliš, ko slišiš Dunaj? Lučke. A to zalizati? Ne, zdaj, da mi kdo ne ukrade, ne, ko smo jih toliko videli včeraj. Jaz sem včeraj na avtobusu rekel Zahar torto, po občutkih mislim, da zdaj kuhano vino. Po današnjem dnevu so to skavti, povsod jih je pa. Kar? Sprejem lučke mi. Okrasitev pa lučke. In pa Schönbrunn. Schönbrunn. Kjer od stavb vam je bila pa najbolj všeč, ko smo jo videli mogoče, da vidimo zdaj? Meni je bila zelo všeč opera, stavba opera. Mestna hiša. Mestna hiša. Štefansplac. Imam pa še vedno vrtovi. Nisem tako mesten človek. Skratka, vse, ki se slučajno odpravljate na Dunaj, opozarjamo, da pridite dosti zgodaj. Mi smo šli v 2 avtobusih in sicer en avtobus, ki je prišel tja na Dunaj, torej prvi avtobus, smo prišli tam okrog 5. In mi smo imeli srečo in smo še ujeli ta razsvetljeni Dunaj, ker ob 10. mislim, da se že začnejo ti trgi zapirati, ob 11. ni žive duše nikjer zunaj. Potem se stvari pač dogajanje premakne v kakšne bolj zaprte prostore, če veste, kaj mislimo. No, ampak to je to. Če greste na Dunaj, ni treba pustiti trebuha zunaj, sploh če vam bo to vzeli toliko časa, da boste zamudili 10. uro zvečer, ko se stvari zapirajo. Raj pridite prej, pa boste več od tega doživeli. Dobro, režija smo pripravljeni za posnetek, kaj se danes dogajali in kako smo sprejeli luč miru. Smo. Prispevek sledi. Če bi lahko, se vem, ampak pač vseeno pa ste bili z nami, vsaj v mislih. Zdaj pa da vam še bolj povemo, kako smo se počutili in kakšni so bili občutki. Če kar začnemo, ti boš ostal za konec. Ja, pač jaz nisem pričakovala, da bom del prav delegacije in bo zame presenečenje. In je res fenomenalen občutek, ko stopiš not zastavo in vsi pojejo, ploskajo in je tako, ne vem, čustveno, skoraj hipnotično. No. Je bila res fajn izkušnja. Izredno lepo je bilo, ker je bilo na enem mestu toliko skavtov. Iz skavtov z vseh dežel, držav, izredno.
sem imela hkrati tremo, ko smo dobivali plamen, pa tudi bila zelo ponosna, ko je Tadej sprejel plamen luči in mislim, da se je tudi slišalo v zelo burnem aplavzu, ki ga je bil deležen. Ja, tudi jaz sem res ponosna na našega Tadeja. Mi je pa prav ostalo v spominu, pa mislim, da bo tudi v srcu, to, kar so nam skauti iz Avstrije rekli, ne, da naj tale simbol miru damo na vidno mesto, pa da naj ga podelimo tudi naprej. Meni pa sem prvič na Dunaju obstojil veteranske luči, sem pa bil na nekaj teh mednarodnih srečanjih in vedno mi naredi posebne občutke, ko je toliko skautov iz drugačnih držav vsi v enem kupu. Tako da ta občutek je za me brez cene. Daj, kako je bilo pa, Daj, kako je bilo pa tebi, ko si prejel luč? Prvo sem malo treme, potem pa je že bilo bolj. No, ampak recimo se mi zdi, da si prejel en velik aplavz in kako je to občutiti, ne vem, kaj ti tako zavriskajo ljudje? Zanimivo. Zanimivo, super. Dobro. Zdaj pa kot nosilec, mislim, da če želiš, ti damo možnost, da res poveš nekaj, kar bi želel povedati. Ja, bolj rad bi se zahvalila moji voditeljci Nasti Peroni, da me je predlagala. Bravo. Skratka, ja, letos smo dobili ogromno prijav in smo bili v bistvu je bila težka izbira, ampak ko spoznavamo vse te nosilce, vemo, da si dejansko res zaslužite in se zahvaljujemo tudi voditeljem, da vsako leto pošljete predloge za svoje izvidnike in res ste tudi nam v navdih in z veseljem vidimo, kako vi dejansko prejemate in iz vaših rok pride pa na nas in naprej. Tako da hvala lepa. Torej, naše javljanje bo počasi se končalo. Še enkrat ponovimo nagradno igro z vprašanjem, kdo je bil Slovenec, ki je ustanovil Dunajske dečke? Odgovore pošljite na lmb@scout.net. Zdaj na koncu se bodo posnetki še malo vrteli, torej posnetek petka in sobote, da si boste lahko še enkrat ogledali, če slučajno ste se zdaj vključili v naš prenos, da boste ujeli vsaj utrinek tega. Se vam pa zahvaljujemo, avtobusar nas že čaka in krenemo počasi proti domu. Tako da vam pomahamo v bistvu v slovo in hkrati živjo. Čau! Čau! Made
Hvala, prijatelj. Dobila sem tvoj dar. Prižgal si ga v Betlehemu in poskrbel, da je prišel do mene. Sprašujem se, zakaj sem ga dobila. Dobila si priložnost. Bodi odgovorna in pusti svoj pečat. Poskusi. Koliko ti je mar,